Pozdravljeni. Začenja se velika nagrada Monaka. Verjetno tista najbolj znana dirka na celotnem koledarju svetovnega prvenstva Formule 1. Poglejmo si skupaj v uvodnem prispevku, kaj lahko pričakujemo še preden se aktivnosti na progi začnejo. Kljub temu, da se aktivnosti na progi začnejo že v četrtek, posebnost velike nagrade Monaka, bomo naše prispevke imeli kot običajno. V četrtek je na vrsti uvod, nato v petek tisti prispevek pred kvalifikacijami, v soboto zadnji briefing in po dirki v nedeljo običajni komentar. To zaradi tega, da ne bi bilo kakšne zmede in seveda, da je tudi meni malce lažje, kajti dobro veste, da sem od te sezone v ekipi Sport kluba, imam kar nekaj prenosov, zato ne smem si naložiti preveč obveznosti, katere lahko potem ne bi mogel izpolniti. A vrnimo se k naši veliki nagradi Monaka. Namreč tu je za vsakim ovinkom dobesedno svoja legenda. In pred meseci sem naredil, mislim da, zanimiv prispevek o tem, kaj se vse skriva z tistimi legendarnimi imeni. Kogar zanima, si prispevek lahko ogleda, bližnjica je kot ponavadi v opisu. A tudi tokrat ne bom izpustil priložnosti, da se ne bi spomnil dirke iz preteklosti in tu v Monaku imamo res veliko izbiro. Pogledal sem na kanalu, kolikokrat smo sploh imeli veliko nagrado Monaka in tokrat je prvič. Ko sem začel s prispevki, sem praktično imel prvo dirko veliko nagrado Kanade po veliki nagradi Monaka v klasičnem koledarju. Lani, kot dobro veste, je ta dirka odpadla. In imel sem v načrtu to, da bi začel s tisto legendarno zmago Olivierja Pagnija leta 1996. A sem se raje odločil za veliko nagrado Monaka 2018 iz dveh razlogov. Kazal bi vam rad namreč, ko tu v Monaku malenkosti še kako štejejo, po drugi strani velike okvare, ki bi lahko oškodovale nekoga zelo na drugih dirkah, tu lahko tudi ne pridejo do izraza. Namreč leta 2018 se je to zgodilo obema voznikoma Red Bulla. Takrat sta bila seveda Max Verstappen in Daniel Ricciardo. Začnimo z Maxom. Max je napravil eno izmed najhujših začetniških napak. Red Bull v tistem vikendu je bil najhitrejši bolid in o tem, kot bomo videli v nadaljevanju, ni bilo nobenega dvoma. Max je vse zapravil na tretjem prostem treningu. Namreč v tisti kombinaciji v starem pristanišču je razbil svoj bolid. Tako močno, da v 2 urah, ki sta zapovedani med koncem tretjega treninga in začetkom kvalifikacij, mehaniki niso bili sposobni odpraviti vseh poškodb. Zato Max je začel lepo v ozadju, kljub temu, da je imel najhitrejši bolid. In seveda prebil se je naprej, kot je seveda logično. A kaj to pomaga, ker bi se lahko boril za najboljši štartni položaj? Vidimo še enkrat, kako pomemben je tretji prosti trening za dokončanje tistega programa, ampak po drugi strani tudi kot neke vrste zrelostni izpit, kjer si vozniki ne smejo privoščiti najmanjše napake. In proga v Monaku ne odpušča pravzaprav ničesar. In sedaj se bomo posvetili zmagovalcu dirke, Danielu Ricciardu, prav tako z Red Bullom. On je dobršni del dirke odpeljal kot vodilni brez MGUK-ja. Praktično izgubil je 120 kW na svojem pogonskem sklopu. In kljub vsemu
je ciljno črto prečkal kot prvi. Tu v Monaku tiste absolutne moči pogonskega sklopa ne pridejo toliko do izraza. Do izraza pride bolj kvaliteta same šasije, mehanska uravnoteženost projekta. To, pomnoženo še s stilom vožnje določenega voznika, lahko pomeni tisto dodano vrednost. In dirko sem izbral nalašč zaradi tega, ker letos bomo lahko tu videli rahlo obratno sliko, kot smo jo videli naprimer na veliki nagradi Španije. Red Bull zna zopet imeti manjšo prednost. Da bomo bolje razumeli, zakaj bo lahko prišlo do te spremembe v razmerju moči, je treba seveda pogledati na klasično tabelo, ki nam jo da na razpolago seveda Pirelli. Poleg tistih standardnih podatkov, kjer vidimo naprimer dolžino kroga, koliko krogov bo na sami dirki in seveda jasno je tu v Monaku, da dirka traja samo dobrih 260 km. Poleg tega bomo videli, da je izbor pnevmatik drugačen od tistega, ki smo ga videli na prejšnjih dirkah. Tu bomo imeli na razpolago najmehkejšo možno kombinacijo, torej C3, C4 in C5. Pnevmatike, ki niso pisane na kožo tovarniški ekipi Mercedesa. Bolid W12 namreč ima velike težave, ker več energije da skozi pnevmatiko. To pomeni, da jo lepše segreje. V tem primeru, ker gre za mehkejšo mešanico, jih lahko lažje pregreje, kar posledično lahko vodi do raznih pojavov, kot je naprimer mehurjenje. Po drugi strani, ukolikor pogledamo tiste vrednosti, ki jih vidimo na sami tabeli, bomo videli spremembo. Namreč iz tistih srednjih vrednosti tam okrog 3 smo v večini primerov padli na enico. In seveda imamo dve izjemi, tisto pospeševanje in seveda aerodinamični oprijem. Zopet dve kategoriji, ki niso pisani na kožo Mercedesa. Zato bi lahko pričakovali letos, ko se je razlika med Mercedesom in Red Bullom zmanjšala, da bo tu Red Bull znova v prednosti. Vsaj na papirju, vsaj v teoriji. Primer, ki sem ga povedal na začetku prispevka, nam bo v neko vodilo, kako kljub vsemu mora biti dirkaški vikend poln. Kar se tiče samih strategij, je še prezgodaj, da bi kaj povedal, a mislim, da ni za pričakovati dveh postankov. Strategije bodo z enim samim postankom, kajti drugače bi bili res preveč počasni. In seveda, kakšna je vremenska napoved? Za četrtek, kot dobro veste, sončno vreme s temperaturo okrog 20 stopinj Celzija, kar smo pravzaprav videli. In temperatura, kar se tiče sobote in nedelje, bo približno tam med 20 in 21 stopinjami. Seveda, možnost dežja se bo povečevala proti nedelji, a ne bo šla čez tistih 20%. Zato bi lahko rekli, da je ta možnost zanemarljiva. A na nebu se bodo pojavili določeni oblaki, zato bo temperatura asfalta rahlo padla, vsaj tako naj bi bilo. A če to nekako povzamemo skupaj s trdoto pnevmatik, ne bi smelo imeti velikega vpliva. A seveda za naš uvodni prispevek bo zaenkrat to dovolj. Kot sem vam omenil, sledijo tudi drugi, kjer bomo že jutri v tistem prispevku pred kvalifikacijami si ogledali tehnične spremembe in kaj nam pravi drugi prosti trening iz vidika samih kvalifikacij. Do takrat pa hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.